Dobro jutro. Flavte pa zvončki sicer ne bodo rešili nobenega življenja ali pa nobene travme same po sebi, je pa res, da umirjajo, ali ne? Mrmrate kaj? Mrmranje je, sem vam že rekel, a ne? Super fora za to, da se mičken sami sebe zvibriramo, da pademo v tisto, kar je nam resonančno. Jaz sem svojega mrmranja kar nekaj ustvaril, nisem vedel, da je to zdravilno, da to meni pomaga. Šele kasneje nekje sem bral, da joj, kako je pa to super in zdravilno. Ne samo petje, celo mrmranje je dovolj, da v bistvu začutimo to svojo resonančno frekvenco in ki da nas pa balansira. Pa spet to ni nič novega, ni to nobena težka filozofija, mogoče glih toliko v opomnik, ne? V opomnik, da je mir super stvar in da v bistvu si ušesa, kdaj nastavimo svojo glasbo. Pravzaprav ni nujno, da je glasba, včasih je tako ambientalno ozadje več kot dovolj, da v bistvu, ne bom rekel pademo, ampak pripomore k temu, da v bistvu se umirimo. No in se mi zdi, da besede svoboda nismo čisto dobro še definirali. V smislu svoboda ni tam zunaj, ko se bo nekaj zgodilo, svoboden je lahko vsak znotraj sebe, ko ni več obremenjen, navezan, zagrenjen. Čak se sem napisal, bom probal najti tukaj in zdaj, right now. Torej svoboda je takrat, kadar smo osvobojeni bremen vseh navez, strahov, krivde, bolečin, obtoževanj, razočaranj in najbolj razširjena, ena bolj razširjenih, bom rekel, saj ne vem statistike, ampak smatram, da je žalost v mnogih prisotna v veliki meri. Žalostni, ker se ni zgodilo to, žalostni, ker smo naredili temu takrat to, žalost, ker smo izgubili nekaj, žalost, ker ne moremo, žalost, ker bla, bla, bla. Skratka, žalost se mi zdi, da smo premalo dali poudarka, da v bistvu ona nas tudi drži nazaj in iz tega naslova, glede na to, da se bližamo 1. novembru, a ne, je vsak izmed nas izgubil kakšno ljubljeno osebo in mu je žal, da je več med nami ni, mnogi so šli prehitro, premladi in tako naprej. Nekako iz tega naslova spada v to kategorijo tudi žalovanje in ni brez veze. Daj pomisli o človeku, ki je šel vse najlepše, vse najboljše, preživeči tudi slabo in seveda ga slej ko prej spusti. Pa ne zaradi tega, da bi on bil tukaj ujet. Češ, da včasih so nam tako razlagali, joj, moraš spustiti, pa zdaj so te duše tukaj ujete in tako in tavajo in so boge zmedene. Ne gre za to, gre za to, da smo mi sproščeni, da smo mi osvobojeni te naveze celo z osebo, ki jo tukaj več ni. Ne? Torej, mi smo lahko navezani tudi na stvari, ki ne obstajajo več v fizičnem svetu, ali pa smo navezani na virtualno osebo. To je znov narcizem dobro imitirati. V kontekstu narcis nikoli ni oseba, za kakršno se predstavlja. Narcis v bistvu samo zelo dobro kopira naše lastnosti in imitira nam, bom rekel, idealnega partnerja, idealnega prijatelja, idealnega, kaj so jim, sodelavca ali pa državljana ali kakorkoli. Vsi ti svetovni igralci oziroma elita hollywoodska in ki so se pravzaprav dali celo kot tako, da je mnogo ljudi te osebe jemalo za idole, ne? In na enak način smo se mi navezali na osebo, ki je ni. Navezali smo se na glumo,
navezali smo se na virtualno. Ne? Iz tega naslova lahko rečemo, da prav nič okrog nas ni res in jaz se spomnim včasih, Matej, pač slišal sem, prebral sem, ne, vse je laž, nič ni res, vse je iluzija in jaz si teh stvari nekako nisem mogel predstavljati. Kako je iluzija? Tam je tovarna, tle je denar, tle je zdravstvo, tle je šolstvo, tle je izobraževanje, tle smo partnerski odnosi in kakršnikoli odnosi. No, ampak zdaj lahko resnično razumemo, da v bistvu je resnično bil cel svet in je, no, pravzaprav cel svet oder in igra res ne pozna meja. Hvala Bogu, jaz ne vem, univerzumu ali pa našim spoznanjem, našim detektivskim sposobnostim in lastnostim, da prepoznavamo te maske, pod katerimi so se ti igralci skrivali. Smo rekli, zdaj pa prepoznamo njihove barve, se mi zdi še boljša, zdaj pa prepoznavamo njihovo barvo, črno, ki so jo skrivali za raznoraznimi barvitimi maskami, a ne? To so bile krasne, luškane maskice. A vidiš, kaj se zdaj zgodilo? Reklama mi je preletela, prva do zdaj v življenju, pa dej tacga. Ja, groza. To je tisto, kar bi vas rad zaščitil v mojih glasbenih idejah prihodnosti, bi vas rad zaščitil točno pred temi motnjami. Ne, to je motnja. V celotni zgodbi miru preleti reklama. Kaj tacga, grozno grdo. Skratka, to bi rad preprečil v prihodnje, v katerikoli obliki. Žik nazaj, da se vrnem do cel svet je oder, pa do tega, da nam kažejo svojo pravo barvo, torej črno, temačno, nikakvo bi človek rekel, ki se je skrivala pod barvitimi maskami. Ne? In to so oni še celo zapakirali v mavrično zastavo, vse obrnili na glavo, medtem ko resnično imamo 7 barvitih centrov, imenovanih čakre. Zdaj boste rekli, kaj zdaj čakre vam vlečeš, čas pa rekel, da to je balalajka. Mi sem energetske centre imamo, jaz njihovih barv resnično nisem videl, zavedam pa se, da so to neki centri, kjer se lahko mi izpopolnjujemo ali pa smo črpani. Ne? In pravzaprav sama korona kot taka nam odpira kronsko čakro, tisto na vrh, tisto, ki je povezana s tretjim očesom, tisto, ki je povezana s spinalno žlezo in DMT-jem, ki se noter proži, torej dimetiltriptamin, lahko ga proizvajamo sami, seveda ga največ tik pred smrtjo, ko se nam izriše vse, ne? To je tisto, ki pravijo, da na smrtni posli spoznaš stvari. Mnogi so bili na meji med smrtjo in življenjem, pa so se vrnili in so te stvari opisovali in tako. Mnogo se pa ga da prožiti, jaz vem zato, da se ga da prožiti z gobami in ajuasko. Jaz sicer z ničemer se nisem v življenju zares srečal. Vse, kar je poznam iz zapisov ali pa iz pripovedovanj, zdaj rekla kazala, vsi pa imajo eno in isto, bom rekel, zaključek, da je v življenju več, da so videli nazaj stvari, da lahko jih razumejo. In ja, hvala Bogu, prav je tako, da razumemo tako sebe kot okolico in da v bistvu znamo mi ločati med tem, kdo nas je zavajal in na kakšen način je zavajanje potekalo. Zdaj mi smo rekli, itak religijam, pa vladam, pa medijem, pa še marsikomu itak ne moramo več zaupati, zgubili so kredibilnost in izgubljeno zaupanje se ne vrne več nazaj v nikakršni obliki. Seveda je ta satanski sistem znal takoj ob devetih. Je ta sistem znal takoj obrniti stvari na glavo in nekako nam dati še dodatno laž na laž in mnogo nevarnosti in zavajanj je sproducirala ta New Age duhovnost, vsi ti razni mojstri, ki se imajo za mojstre, ki probajo z nekimi tehnikami pripeljati nekoga nekam. Seveda se da,
z določenimi dihalnimi vajami, se da z določenimi pripravki, se da z določenimi procesi, postopki in tehnikami pospešiti neko delovanje. Ampak džabe, ker v bistvu naše prebujanje je prebujanje v življenje. Torej je treba narediti preobrat, torej z nečem je treba prenehati, neke stvari je treba odstraniti, nekatere stvari je treba umakniti, z nekaterimi stvarmi je treba zaključiti, zažgati mostove, prerezati vezi, zakrpati vse luknje in živeti temu primerno. In kar se mene tiče, se tukaj začenja novo življenje, a ne? Tako kot tale cvetek zadaj. In ne gre zdaj za to, da se odpraviš v cerkev, pa so ti vsi grehi odpisani, pa pol nadaljuješ po starem. Ne gre za to, da greš k nekomu na neko terapijo in nisi spremenil svojega načina delovanja oziroma življenja. In nekako skozi moj pogled, moje razumevanje, jaz zase lahko trdim, da moje življenje je drugačno. Zaradi tega, ker ga dojemam drugače in sebe cenim mnogo bolj, kot sem se kadarkoli v preteklosti, in vem, da tako je prav, da imam ta svoj biti in ta biti je dovolj. Spomnite se na smeha stare mame ali pa gospe iz vasi, ki je svojo biti vam prižigala žarke upanja, dajmo temu tako reči. Ali pa prodajalka, ali pa pek, ali pa kakorkoli. Vsi ti ljudje, ki so doživeli svojo ali pa razumeli pomembnost notranjega miru, so samo živeli svoj prav. In to je point ali pa bistvo. Da v bistvu, ko mi dojamemo, da pač to živimo, a ne? Ne gre zdaj vsak teden hoditi na neke terapije, istočasno pa živeti po starem. Pa se je nekdo že rekel, ne more biti problem rešen z istega nivoja, kot je bil ustvarjen. In treba je stvari korenito spremeniti, ampak te spremembe so na boljše. Žal pa se človek kot tak, ko imamo lastnost v sebi, da sprememb se pravzaprav bojimo. Nismo jih nenavajeni, niso nam zaželjene, nekje se borimo s spremembami, pa jaz sem mislil, da je to povezano z leti, pa ne. Nima to veze v letih, se spomnim včasih, ko je bila recimo renovacija kopalnice ali pa kuhne pri starejših ljudeh, to je njim tak bav. Ker sem bil pa jaz mladinac, pa smo tle renovirali stvari, pa mladinac, no. Ja, bil sem mladinac pri svojih 25, 30, pa meni take stvari niso predstavljale nobene strašne drame, a ne? Ampak kot opažam, v bistvu je sprememba za ljudi huda stvar in rušijo se iluzije, ki so si jih ustvarili, in zaradi tega nas sovražijo, ker razlagamo o razpadu obstoja, ampak ves ta obstoj je virtualen, je zlagan in ni resničen. Zaradi tega si tako želimo, da bi ljudje to širše razumeli. Pa žal ne, ker je strah pred spremembo prevelik. Zdaj, zadnjič v videu smo rekli pomoč drugemu, živeti drug za drugega. Še ena se je tlele razvila, da dodam. Krasno je svoje delovanje deliti z drugimi. Bom dal primer, lahko grem jaz sam taborit, vendar je super, če greva dva ta prava taborit skupaj, ker je the best, bova si delila. Bom rekel, to je izkušnja lepote. Še boljše je, če bi lahko delali to v večjih, bom rekel, ne skupnostih, ampak tako, da nas je več, in po drugi strani čist na konc, pa kaj bi le cel svet lahko živel v eni sinergiji, v enem sodelovanju in deljenju doživljanja lepot skupaj. Ne, da ne bi bila zdaj smo glih narobe narejeni. Nekdo ima, bom rekel za začetek, sredstev dovolj, da uživa na svojih
se bom zdaj izmislil, jahtah ali ne vem, posestih ali kakorkoli, medtem ko nekdo drug nima in si ne more privoščiti in pač sam uživa svoje sadove dela, nisem rekel, da so pokradeni ali kakorkoli, ampak kljub vsemu danes človek živi bolj za, bom rekel, zadovoljevanje oziroma uživanje sam, ne, ali pa v majhnih skupnostih. Mi bi kot družba mogli želeti drug drugemu uspeh in tudi tle se ful lepo pokrije, ne da se in ni potrebe, da tekmujemo drug z drugim. V mojem primeru jaz bi želel, da vsi zmagamo, če se temu reče zmaga, da se vsi prebudimo. Ne, ni tle zdaj, jaz se želim, mu pa ne. Vsak naj se. In tudi smo rekli milijonkrat že, vse odpuščeno, ne? Ampak ljudje morajo pač prenehati z napačnimi dejanji in bo vse v redu. In če sem že uporabil besedo odpuščanje, je mogoče niti ne drug drugemu, bolj ne moramo odpuščati tiste stvari, ki nam v življenju ne koristijo več. To je tisto, kar sem na začetku vam rekel, in žalost, in skrbi, in strah, še jih je, sem jih zdaj pa spet pozabil. A če mi jih prebrati še enkrat? Vse te stvari moramo dati iz sebe, da gremo v svobodo. Ker dokler imamo mi občutke krivde, žalosti, občutek bolečine notranje, mene pa boli, ni to bolečina, ta star, to je bila lekcija. Sam, a si jo uhvatil ali ne, to je pa druga stvar, ne. Pač mnogokrat smo se sami sebi smilili, ampak vlogo žrtve zelo radi prevzamejo narcisi, da v bistvu v očeh dobijo neke vrste usmiljenje z naše strani. Joj, pa se mi pa smiliš, joj, pa si imel tako travmo v življenju, zdaj se ti moram jaz pa prilagoditi. Vse to je okej, ampak najhujše pri celi stvari, da to je gluma, po drugi strani pa vsak izmed nas ima svoje travme. Sem kaj zdaj, bomo mi travme dali na plano, da bomo v drugih prožili neko usmiljenje. Ne gre za to, gre za to, da v bistvu res vsem odpustimo njihove greške, če je v bistvu njihovo delovanje nespremenjeno, jih moramo dati na distanco, obvezno, ker če ne, je to za nas toksično in nas vleče dol. Najbolj pomembno pa je, da iz sebe spustimo in si odpustimo in odpuščamo vse, kar je pripopano na nas. Zdaj, ene grehe smo naredili, ene so nam ucepili v kontekstu, da so nas obtožili, ti si kriv za to, da je Micka pala s kolesom in zdaj imaš ti občutek krivde. Klinc, jaz želim Micki vse dobro, zdaj jaz sem kriv ali ne, nima veze in tako. Zdaj nositi te stvari v sedanjost pa v prihodnost je pa totalni nesmisel. No, okej, odpuščajmo si svoje grehe, ne, če so bili to grehi. Dokler je bila namera čista in si dal vse od sebe po svojih najboljših močeh, pa se je kljub vsemu stvar zalomila, zakaj bi si očital in te stvari nosil s sabo, ne, recimo dam primer, ne vem, peljal si se, bil je sopotnik in smo se zaleteli in sopotnik je umrl, ti si preživel, zakaj bi z občutkom krivde živel do smrti? A veš, dostakrat pravijo, joj, pa živ tistem. Ja, ampak daj bodi toliko pameten, da znaš odpustiti stvari in spustiti bilo, prošlo, nisem ga namenoma ubil, grozno pomagam lahko po najboljših močeh, ampak nositi to krivdo v sebi pa nima smisla. Ampak spet smo na začetku, potrebna je verjetno ena mera žalovanja, ne? Če smo prej imeli ob izgubi človeka žalovanja, dati stvari čez, jih pregrizem, ne? In zaznati, da v bistvu ta občutek krivde ne koristi ne unmu, ki je umrl, ne otrokom, ki so ostali brez očeta, mame, kakorkoli, niti vam pri razvoju, a ne, osebnostnem, kamoli pri notranjem miru. In seveda, če je bil v prvem primeru izguba človeka žalovanja, gre tudi tukaj za, bom rekel, iskren pogovor z ljudmi in sej v bistvu ljudje nam tudi oprostijo, če je namera bila v redu, če pa namera bila napačna, tle so pa druge stvari.
in spet pridemo do točke, kjer lahko nekoga zaradi nečesa mrzimo, sovražimo in nekje gojimo mero, kjer bi se mu maščevali, pa tudi to nič ne pomaga, ker maščevali se mu nikoli ne bomo, a ne? In je treba stvari sprejeti takšne, kot so, tudi če je nekdo namenoma nekoga, bom rekel zdaj v najhujšem primeru, ubil ali pa poškodoval, tudi njemu moramo odpustiti, ker to razžera nas, ne njega, saj on je to z namenom naredil, če je namenoma, ne? Tako, ful stvari nosimo v sebi, ki niso potrebne in nam ne koristijo in nikomur ne koristijo, zato je ful pomembno, da jih damo stran od sebe. To, ja, sovraštvo je tudi ena izmed stvari, saj sem že rekel, če sovražimo, je to za nas breme in sovraštvo so nam opet spet ucepljali. Mnogo ljudi mogoče tudi narobe razume, kaj pravim, jaz je pa politika grda, zdravstvo, ovo, pa religije. Ne zaradi tega, da bi kdo koga sovražil, ampak samo da spoznamo, to smo v nedeljskem live to dosti dobro zapakirali, da spoznamo, nikakor pa ne smemo nikogar od teh ljudi ne obtoževati, ne sovražiti, niti koncu samih institucij. Ne, zakaj bi zdaj sovražil cerkev? Ima cerkev kaj od tega, imaš ti kaj od tega? Nič, spoznanje pa je, in ko spoznamo, tu te stvari, bom rekel, sprejmemo, da take kot so in so bile, pač so, se verjetno spremenile, čez noč ne bojo, ampak to za nas pomeni nujno distanca. Distanca je najpomembnejša stvar, ki smo se jo probali naučiti. In tudi med ljudmi moramo sami biti dosti na račun distance, dovolj, bom rekel, kako se reče, disciplinirani, da se izognemo konfliktnim situacijam, da prepoznamo, komu je konflikt ideja in želja, da v bistvu mi ne sodelujemo v konfliktih, kajti v momentu, ko v konfliktu reagiramo in konfrontiramo ali pa argumentiramo, s tem takoj damo dovoljenje, a ne, mi takoj smo upleteni v igro in s tem damo dovoljenje za igro. Predstavljate si šah, bela figura, primeš konja in ga daš naprej. In igra se začne. Dokler črni ne naredi poteze, ni igre. In šah morata igrati dva, ne? Enako je v energetskih bojih, torej na nas je, če imamo črne figure, da ne reagiramo, in tudi je en tak ful dober primer, ne? Če pač človek ne premakne figure, se pač igra ne more nadaljevati ali pa celo sploh ne začeti. Tako da bodite pozorni, da ne dajete energije na ta način, da se angažirate, zato smo mi rekli distanca in popolna ignoranca provokacije. Ok? Dobro, če vam dam telele moje pripravljene telele, ki imam, a ne, da gremo čaks, tank. Okay. Bodite zelo pozorni, kadar vas narcis nečesa obtožuje, to je pravzaprav njegovo priznanje. Temu mi rečemo projiciranje, projekcija, in obtožijo vas vseh tistih stvari, ki so jih sami počeli. Pa dobro, pa super, ne? Torej vse so nam povedali, mi z detektivskim očesom zaznamo, v čem je trik in kam pes taco moli. Sebe lahko kličemo empati, zvezdna semena, indigo otroci, delavci svetlobe, mnogo je teh identitet, nima veze, kako se poimenujete in izberete ime zase. Naša vizija je vsem enaka. Želimo, da se konča trpljenje, da se končajo vojne. Vidimo človeštvo, da sodeluje, da se konča, bom rekel, ta kuga zla in korupcije, da človeštvo, ki je tukaj, da živi, in ne da je tukaj, da preživi. Ne, mi smo pač bili na survival mode, pač na unmu, da preživimo, ampak to je daleč od tega, da živimo, da smo živeli. Ne? Bližamo se temu, da bomo končno začeli kreirati, ustvarjati kot skupnost. Prava. V tem primeru moramo sebe trenirati, da je naš močnejši od naših občutkov, sicer bomo zgubili samega sebe.
To je tisto, kar smo rekli, nekdo nam poda žogico, a ne punk, in na nas je, jo boš brcnil ali ne, ali pa ping-pong ali tako. Oni dajo lahko ping, mi pa ponga ne damo nazaj. Oni lahko začnejo s šahom, mi ne odgovorimo z naslednjo potezo. Čist simple so stvari pravzaprav. In koncept of Ubuntu enostavno pomeni sem, zato ker mi smo. In me spominja na tesno povezavo in odnose z vsem in celotno kreacijo vesolja. Ne? Mislim, ti oglasi so res vrh. To se mi ne bo ponovilo več. Mogel sem nek bloker oglasov ugasniti, ker je YouTube pogruntal, da jih jaz ne gledam oglasov. Pa je rekel, da pa YouTube ne boš gledal, če ne boš oglasov gledal. Kako posiljevalsko, ne? Ampak okej. Mi vsi smo med sabo povezani s celotnim univerzumom in tako, kot posameznik pa imamo možnost vpliva na druge. Zato imejmo ljubezen, sočutje in probajmo pozdravljati in zdraviti konflikte znotraj samih sebe in na tak način imamo vpliv na celoten svet, za začetek na svojo okolico. To je tisto, kar sem rekel, bodi je dovolj in na tak način ozdravljen bodi ima velik vpliv na širše. In to nekako gre tako, da na začetku imamo neke interes, ne, jaz pa bi se s tem ukvarjal, pol pa mal akcijo, mal razbrskaš stvari, mal probaš, mal treniraš, pol pa pride do tega, da v bistvu želiš te treninge ponavljati. In na koncu ti treningi postanejo navada in navada nas pripelje do tega, da v bistvu si to, kar si, ker imaš takšne navade. Zdaj, pri meni je bilo pri kruhu tako, pri raziskovanju je bilo tako in konc koncev pri vsej tej, bom rekel, če ćemo temu reči, duhovnosti je ta ista scena. Korak po korak, ne gre čez noč in ne moreš iti čirule nekomu, da ti bo nekaj spremenil, da boš te korake preskočil, ker se jih ne da. Gre za to, da to si, ker tak pač si. No in tlele v bistvu ena taka malo humorna, poglej, kdo je prišel, saki, pač sesalc, ne, energije. In ta energetski sesalc oziroma vampir oziroma narcis reče, ne me tako klicati, ne govori tako grdo o meni. Pa če si saki, sesalček. Pač tako oni so užaljeni, če se jih imenuje tako to, kar so, ne, niso radi to, kar so. No in včasih smo imeli empires, kaj pa je že empire, no, empire je, no, zdaj se valjda vem, sam prevoda pa ne vem. Empire, cesarstvo, ja, cesarstvo so vodili cesarji, kingdome, kraljestva so vodili kralji, no, zdaj imamo pa countries, torej imamo dežele in country je, če vzamemo začetek koren beseda, dobimo ven kant. In kant je v bistvu ena, bom rekel čist simpel, ena pizda od človeka je kant. No, in nimamo pa countries, ne, tako da zdaj tisti, ki angleško razumete, vam je iz prve jasno, tisti, ki pa ne, pa mogoče kljub prevodu vam še ne bo jasno, ampak tudi sploh nima veze. Gre za to, da se časi spreminjajo in resnično nam drekači vodijo svet in se imenujejo elita. Ja, in kje je napisano, da človek ne sme biti svoboden? No, kje je napisano, da mora nujno živeti v tem sistemu? Ja, nikjer. Ja, res je, prav nikjer ne piše, da moramo darovati svoje življenje svojim tako imenovanim vladarjem. Če se nekdo odloči, da ne želi biti del tega sistema, bi vedno moral imeti vse pravice, da živi tako, kot sam hoče, da le ne škoduje drugim. Jaz mislim, da to je stvar čist jasna in mogoče nova spodbuda, da razumete, da ta sistem ni potrebno ubogati, res ne. Dokler živite na način, da ne škodujemo drugim. They will never to discuss what triggered you. Nikoli ne želijo oni diskutirati o tem, kaj vam je dvignilo dekel, predvsem želijo diskutirati, kako ste vi na to provokacijo reagirali. Nič novega, a ne, ampak ja, narcis provocira in želi, da se ukvarjamo s tem, kako si ti reagiral. Zato ne smeš reagirati, pa ni razloga,
njihovo igrco in ignorirajte ljudi, ki izčrpavajo vaše veselje in radosti. Pravzaprav jih moramo ignorirati, ne smemo reči nič in ne povabite nobenega dela vaše biti njihovega sranja v vaš osebni prostor. Res ne, zato ker to so sesalci, paraziti in izkoristijo vsako pikico in tako nekako izkoristijo tudi drobno promocijo, kjer ljudi na subtilen način probajo prepričati, da so recimo antidepresivi v redu. Ne? In tle zdaj nima veze ime pa priimek, komentira neka ženska, Boga sem prosila, naj me vzame k sebi, ko sem prenehala jemati antidepresive, sem si prvič zaželela, da me ne bi bilo več. A ja, jaz nisem nikoli jedel nobenih antidepresivov, pa sem glih tako dobil take misli zaradi psihopatov okolice, ki so pač želeli pritiskati in vplivati na mene, pa vem, da nisem edini, ampak antidepresivi stran od mene. Ok? To je pa to. Družbica naj vas flauta iz ozadja popelje v valove miru notranjega in odpustite stvari, ki vam ne koristijo. Vzdržujte mer, red in disciplino, da boste lepi navznoter in kadar smo navznoter lepi, smo tudi naven lepi, ne glede na to, kako izgledamo, črni, beli, oranžni, zeleni, nima veze. Uživajte, držite se ljubljeni vsi. Ajde, čau, čau.